v oči in levo koleno, ta si mrtav, pade. Preiskujejo naše domove, psujejo, grozijo in upijajo. Kje imaš sina? Kje imaš mater? Povejte, mater, ima vaša makedonska pika! Kdo so ti, ki so oklenjeni v verige, izmučeni in izčrpani toda podosti kot sokoli? To so najbolj zaveti in podosti Makedonci, tisti, ki so se že od nekdaj borili za narodne pravice in svobodo Makedonije, pika! S temi borci so fašisti zapolnili zapore, pika. Oni so obsojeni na žejo, pejca, lahko, pejca, na temo in molk, pika. Fašistične pijavke so spremenile Skopje v centralno močilnico Balkana in zavile v črnino mnoge makedonske matere. Zoran, kaj ti tukaj, pejt ven? No, pricem, no. Pricem. Ti mali, ti si malo preveč razumelen. Preveč vtikaš nos v stvari, ki niso zate. To, kar slišiš doma, noben namik. Nič povedati. Velja stric. Nekoč je bil deček. Ja. In imel je babico. Ja. In ta babica je zelo rada kadila cigarete. Ja. In ker je bila vojna in se ni dobilo cigaret, je deček hodil z babico po cestah in ji pomagal nabirati čike. Ja. Zoran, Ja. to je bila skrivnost. Ja. Ampak to babico je zelo bolela noga Ja. in ni mogla več hoditi. Zato je rekla dečku, da bo šla v bolnico. Ne. Ja, Zoran, Ne. ja. Ker če ne bi šla v bolnico, bi bila še bolj bolna in bi lahko umrla. Ne. Ja. Ne. 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 Sonce moje. Ampak potem je prišla domov Ja. in ni mogla več ostati iz postelje. Zato je prosila dečka, da je še naprej na skrivaj nosi čike v sabo. Ja. Ja? Ja. Ja. Oh. Počil je lonec, pravljice je konec.
vidim. Kos kruha. S čim je pa namažen ta kos kruha? Z gosjo mastjo. A rdečo papriko imaš tudi gor? Tudi. No, dajmo za pokusiti. Ja. Še malo. Ne dam. In kaj je to suženjstvo? To je to, da če ne moreš iti, kamor hočeš iti, če ne moreš govoriti, kar misliš, če ne moreš delati, kar hočeš delati in delaš tisto, kar ti pravijo drugi. To je suženjstvo. Zakaj je suženjstvo? Ti tega ne boš razumel. Zakaj? Ker še nikoli nisi bil svoboden. A ti si že bila kdaj svobodna? Noben od nas ni bil še nikoli svoboden.
igraš na klavir? To ni težko, če vadiš. Ja. Moja teta je precej stroga. Včasih. Na, vzemi polža. Uj. Saj ti ne bo nič Ne, naredil. vseeno ga ne maraš. Polž, Maroš, pokaži roki. Če ne ti hišico razbijem, ti mater ubijem, zbijo po glavi, na zeleni travi. Zakaj si to storil? A hočeš malo puško, pa bože? Renata! Zoran! Gospod načelnik. To je to. To je vampir. Sami ilegalci, veš, da ste gnjavi, že sam z ilegalci. Gospod načelnik, Mirče Aco se zelo slabo počuti. Umira. Naj umira, Boga ti, naj umira, vrste ga skozi okno, pa gotova imaš. Gospod načelnik, jaz sem končal še poročilo za sodišče. Ni važno, premislil sem si. Načelnik, Kaj? To je to. A je to ljubica našega vampirja? to mu je žena. Gospod načelnik, še tole. Kdo so ti? To so Galičani. Oni so redni gosti in gostili okolcenec tam na dol. Temo gostimo. Zoran, kaj pa ti tukaj? Kaj se govori? O vampirju in njegovi ženi, Kaj še? o Galičanih, Kam so šli? v gostilno tam dole. Hvala. Sila si. Hvala, Zoran. Zoran! O, babi! A si že dal policiji? Nisem še na vrsti. A ti ne greš? Jaz ne. Zakaj? Ne grem. A se ljubiš Bog? Če Bog hoče, da umrem, bom umrla, pa če tudi v zaklonišču. Pa kaj Bog sploh hoče? To ve samo on. Pojdi. Zakaj gre pa mami v zaklonišče? Mama tvoja ne verjame v Boga. Pojdi, Zoran. Zakaj gre pa teta? Teta bo imela otroka. Pojdi. Pa zakaj mene podiš v zaklonišče?
Zdaj bo malo bolelo. Georgi Pote. Potevski. Rojen 1. marca 1916 v Brigoli. Ja. Član komunistične partije Jugoslavije od... Delaš? Papa Teodosi. Poznaš Daneva? Metodi danes. Krsto trajko mogoče. Kristo smrljen. Letaki, radiodajnik, pisalni stroj, pusti. Povej, Franc, kdo je presekal telefonski drog? Pokaj se, Potev! Aretira se zaradi sabotaže na daljnovodu. Odejo vzem. Zobne ščetke pa ne bo treba, zobeti bomo pa mi oprali. Pustite ga! Georgi, lep se poživela. Aj, daj se, dobil mrš! Frau da Fräulein. Gospa, Witwe. Beno. Ich verstehe. Es sind grausame Zeiten. Seltsam. Die Familien sind entzweit. Die Menschen sind verwirrt. Zerstritten. Unglücklich. Einsam. Ja, eni so pa še lačni razžaljeni in poniženi zraven. Es ist Krieg, gnädige Frau. Und Krieg ist auch Leben. Und Leben ist auch Tod. Ja, to mi je dala njegova mama, te boš prav. Pomne. Sam ne se basa, samo zelo. Zoran, pojdi tu, ha? Ne, Zoran, ne grem. pejdi se ven igrat. Ne, Dejno, ne, Zoran, ne. pejdi pisat pismo očetu. In kaj naj mu napišem? Kar hočeš. A pa zdaj on moj nov tata. Zoran, tata je tata. Tata je samo eden. Zakaj mi tako dolgo niste pisali? Ich freue mich, dass ich dich wiedersehe. Zakaj mi nisi pisal, da prideš? Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Dolgo te nisem videla. Ti spal na vlaku? Ich laufe nie im Zug. Čas je prav sem za večerjo. Ich habe dir Gänsebraten, Spargel, Rotwein, Melosa, Trauben, Schokolade, Brot und Zigaretten mitgebracht. Amerikanisch natürlich. A si ti Bog?
Jaz se te bojim. Ti vse vidiš in vse veš. Moja teta me je naučila samo pol oče naša. Nima časa. Ona je učiteljica klavirja in ima veliko dela. Oče naš, kateri si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Bog, a je v nebesih res tako kot na zemlji? Ja, zakaj pa ne pride not? Ne more. Kako? Ga bo treba nositi. Zakaj? Ne more hoditi. Jure, duša moja! Anica, gledaj tata! Stric! Striko! Stric! Ja, da jih koga res pozna. Človek boži zimi že kaj! Se jih bi, ampak ne more. Desnostranska hemipareza je motorična afazija. Prosim, če mi razložite. To je stanje po poškodbi možganov. In od česa to pride? Kako se to popravi? Domnevamo lahko, da je poškodba posledica fizičnega maltretiranja, ki mu je bil pacient izpostavljen v zaporu. Glede zdravljenja samega so pa seveda vsakršne napovedi silno tvegane. Kaj pa to, da ne more dvigniti desne roke? Se ne gre samo za roko. Guten Abend. Gospa doma? Čaka vas. Danke. Gre za paralizo cele desne strani telesa. On ne čuti desne polovice trupa. Ima hudo omejeno gibljivost, ne more premikati in krčiti udov. Mišice v moči so trde. To je tako imenovani mišični tonus ali hipertonija. Zamešite, Georgi.
Kje sem se vas dotaknil? Pacient ne more določiti mesta dotika. Ampak, dragi doktor, on je praktično nem. On ves ta čas, odkar je prišel domov, ni spregovoril niti besede. V levi polovici možganov je kontrola motorike govora. Pri Georgiju gre za težko motorično disfazijo. On nas sliši, razume popolnoma vse, se pravi, da ne gre za nikakršno inteligenčno motnjo. Ampak on ne more izgovarjati besed. In koliko časa bo to trajalo? Nekaj časa že. In potem? Potem bo počasi začel izgovarjati posamezne besede. Ne bo pa sposoben, recimo, formulirati preprostega stavka z osebkom, povedkom in predmetom. Bo pa relativno hitro razpolagal z besednim zakladom kakšnih 50, 100, 150 besed. Je to vse? Približno vse je. Hvala, doktor. Še nekaj. Ne bodite presenečeni, če bo njegova prva izgovorjena beseda psovka. Zapor ob meji. Kaj si priljubil? En prvi sem tam zgoril 15.000 levov. Nič drugega. Prisegam. Kdo je treba Petrov? Stančil ga je. Kaj ste počeli s potovskim? Z gumo po rokah in nogah. Nič. Kaj še? Po glavi. Kaj priznal? Nič ni čustni odprl. Kaj priznal potovskim? Nič. Kaj se dal za? Zakaj ste ga izpustili? Švaba se je potegnil. Kaj je skupino Riste Popovskega? Ene so zabodli z noži, druge so žive zakopali. Riste? Njemu so s kamnom razbili glavo. Se je pobedila Vela Zvezda, var? Zakrsteva. Komu je dala spisek? Ubili me boste. Komu je dala spisek? Krstem v 20. mesecu je dobila nagrado 20.000 levov. Ne vem, ubi me, ne vem. Vidimo brez skrbi imena. Nisem videl spiska, vem samo za 4. Kdo jih likvidiral? Komandant Molov. Osebno je predalo vzel gor dolgo, približno 2 metra, ki na obeh koncih imela take pačke, približno 25 cm dolge in 3 cm debele. In kladivo težko okoli 6-7 kg. Kaj ste počeli z drugo? Dva si vključili stražo pred vrati, Kinčo pa nam je pomagal pri zakopavanju. Ne, prosim te, ne! Heute ist die Nacht voller Träume, Liebe, bringe du doch mit mir. Heute ist die Nacht voller Wunder, Liebe, bringe du. Jaz vem vse. A znam всичко. Българи, Жадан, Георги и Тамара. И после, лево, десно. Jaz vem vse. A znam всичко. Pa ti, a znam всичко. Mila moja majko. Ne tega! Sonata številka 16. 1, 2, 3, 4. Glasneje! Čuj prste! Hitreje nisi v ritmu! Še enkrat od začetka. 1, 2, 3, 4. Glasneje, desna roka glasneje! Dviguj prste! Hitreje! Nisi v ritmu! Še enkrat, druga vrstica. 1, 2, 3, 4. Ne, tega nisi vadila. Še enkrat. 1, 2. Stop. Bi mi mlada dama dovolila, da zaigram svojo najljubšo skladbo? Bite.
Kakšen G? Ventilator. Kaj? Ne razumem. Polako. Alo, pitaj. Gristi, grepsti, goniti, Ventilator, alo, pitaj. ne vem, a gre za kakšno ime. Goran, Göring, Ne ve. Alo, pitaj. gre za kakšno žival. Bravo. Gorila, Ne. Gans, Ne. ne vem. Podanko. Ptič, Bravo. In? golob, KKB. In? Ventilator. kakšen golob, čigav golob. Tam. A ja, ti misliš na cigana Tasina, ki ima bordarji golobnjak? Bravo. In kaj s Tasinom? Se mu je kaj zgodilo? Ne, bej. Jaz. Bedel, sedel, kaj za en drek bi ti žrl? Au. Goloba, Ja, man. bedel goloba, Da, ebati. pečenega goloba. Aman. In jaz ne grem k Tasinu in ga prosim, da zakolje enega svojih golobov, zato ker si Georgi to strašno želi. Ja. A si ti nor? Tasin tega ne bi storil za nič na svetu, on ljubi te živali. On svoji lastni materi na smrtni postelji ne bi ustregal, če bi jo zagrebila taka posredna želja, pa bo šel zate klad goloba. Alo, idi šetaj. Ne grem, nima smisla. Ventilator. Prav, grem, ampak ti povem, da ne bo dal. Oko. Jaz se nikogar ne bojim. Moj oče je najmočnejši na svetu. Naša družina je najbolj znana po tem, da je najbolj junaška v svetu. Naša je še bolj kot vaša. Kaj je vaša najbolj? Moj brat Aca, tisti, ki so ga zažgali v zidanici, se ni hotel dati Bolgarom. Igral je na harmoniko in streljal in vpil Bolgarom, da se bo vdal, če mu pošlje jakarja za veris. Takšni smo mi, če že hočete vedeti. Mi se nikogar ne bojimo. En moj stric je poknil že 2 vlaka v Italiji. Drek jih je. Je. Pa kaj potem, moj brat ima pa bombe. Takele ročne. Jaz pa poznam enega prijatelja od mojega brata iz Tjuga, kličejo. In ko ga so hoteli aretirati, je namesto legitimacije iz žepa potegnil pištole in pev! Je streljal na policaje. Ja, moj stric je pa v zaporu. Kotaj so kaj, moj ata je bil že 2-krat ranjen. Iz naše družine sta 2 v taborišču, eden v ujetništvu. Pri nas so pa že 3 mrtvi. Sestrična, njen mož in od stare mame sestre. Jebeš to, če od starosti krepavajo. Mi pa sploh hiše nimamo. Moja mama pravi, da gremo k sorodnikom na deželo. Jaz pa sploh ne vem, kje je moj oče. Jom še v hosto, ko bo velik. Pa boš ti velik bo konec vojne, se bo šel kurat. Kako? Ja, tako, velik bodo zmagali, drugi se bodo zravi in vse bo šlo kurat. Kaj bo pa z nami? Kaj bo z nami? Kaj bo počeli? Ne vem. Bomo že vse sote. Moja mama pravi, da bo vojni zelo važno, da se ne bo znašel. Tasin je dal goloba. Brez besed je odšel v golobnjak, izbral najbolj tolsto ptico in je na tnalo pred drvarnico odsekal glavo. Alo? Bil je bel golob, take rdeče in rožnate tačke. Alo? Preden je zamahnil sekiro, je golobu nekaj zašepetal v kljun v ciganščini. Alo? Rekel je, da je večer 40 minut na tihem ognju v pečici. Alo? Takoj? Alo? Ej, alo? Zec? Na lovski način. Taka.
prinesel? Tam je vse. Meso sta požrla. Hotel je, da večerjava. Zakaj nisi rekla, da nisi lačna? Nisem mogla. Morala bi. Nisem mogla. Nisi sama te bajti 6 ust je treba nahraniti. Če bi rekla, da nisem lačna, bi lahko mislil, da imamo dovolj hrane in bi drugič manj prinesel. Celo gost sta požrla. Kje je kondenzirano mleko? Tam. Vino sem spila. Spila. 2 buteljki. Drugič pojdi pa ti z njim spat. Zakaj ne moj s teboj lepo? Prasica, ti si me pregovorila. Jaz sem ti predlagala. Glej. Krvavim. Po tem tipu pač vedno krvaviš, zato si mu prirasla k srcu. Upam, da si dala pisačo podrit. Kje je čokolada? Je ni. Lažeš. Je ni. Zoran! Tvoja mama, Zoran, pravi, da je nekje v sobi ali postelji skrila nekaj sladkega. Če najdeš, je zaklad tvoj. Evo ga. Gremo večerjati. Moram vedeti, kaj je prav. Pojdi si umit obraz. Lej se, kakšen si, vas umazan, kakšen faca. Vsi prekleti. Zaradi vas se že 2 leti gonim po hmaji. V vrsto. V vrsto, eno zraven drugega. Da se fotografiramo. Kaj bomo pa s punčkami? Streljajte psi! Naši tovariši nas bodo maščevali! Nazaj v vrsto. Ne se zaprkavati, biba. Pucaj! Likvidirate bandite, a ja, tako je prav. V tej državi zakoni v zvezi z Ženevsko konvencijo ne veljajo za borbo proti banditom. A mi sledite? Ja, gospod. Vsi tisti, ki se zajamejo z orožjem v roki, se na licu mesta takoj streljajo. Razumeš? Razumem, gospod. Čuvanje živih pripadnikov omenjenih ščet ni priporočljivo, ker so to zelo trdi in trmasti ljudje, ki jim ni treba dajati možnosti, da manifestirajo svojo psevdomoralno moč. Jasno? Jasno, gospod. Jaz sem vam torej povedal pravila službe, vi pa ravnajte, kakor mislite, da je najbolj prav. Razumeš? Ja, gospod. Vi ste še mladi, mladina. Nikdar več. Ampak to si že 100-krat obljubil. Da boš priden, da ne boš tekli sekiral, da boš ubogal in da se boš lepo obnašal. Kaj? A je res tako? Res. In če ti jaz in nasploh mi starejši nekaj govorimo, nekaj svetujemo, misliš, da je to zato, ker te ne maramo? Ne. Da te sovražimo?
Ne, Nismo podobni. ne. Mi vse to počnemo v tvoje dobro. Ti veš, da te imam rada. In če ti rečem, da so tvoji rdeči lakasti sandalčki pretesni zate, bi sam lahko vedel, da je res. Poglej to užuljeno peto, mezinček in tale mehurček tukaj. To je vse samo zato, ker si bil poreden in nisi ubogal. Jaz vem, da imaš ti te sandalčke rad, ker ti jih je dal oče, ker lepi lakasti in rdeči, in da nimaš drugih, ampak bolje je, da hodiš bos, kot da namrcvariš nogo v pretesnem okvalu. Tista kmetica bi mi že včeraj dala 8, mogoče 10 jajc zanje, če se ne bi ti skril in ti nismo mogli najti. Ja. Zdaj veš, zakaj sem bila huda nate. Ja. In mi odpuščaš. In imaš rad svojo teto. In mi daš sandalčke, da jih zamenjam za jajca. Lahko noč. Dragi Bogac, ljubi Bogac, lepo te prosim, naredi tako, da bo stric spet govoril vse besede. In da bo vsi Nemci in Bolgari mrtvi. In da jaz ne bom nobenega več sekiral in me ne bojo tepli. Da bo babica srečno prišla iz bolnice. In da se bo tata vrnil, še preden bo svoboda. Amen. Zdaj sem pa sam še zaristan. Zakaj? Stavi se pod nog. Babici so odrezali noge. Babi! Zdaj še zaristan. Zdaj pa Renate ni več k nam. A ne boš več učila klavirja? Do, re, mi, pusto! Imamo zdaj zadosti denarja? Nimamo. Zakaj potem začneš usvojiti inštrukcije? Sej hočem. Zakaj potem nimaš? Nimam. Zakaj? Zato. A Renatin oče nima dovolj denarja, da bi ti plačal? Renatin oče ni več v mestu. Kje pa je Renata? Tudi Renata ni več v mestu. Kje pa je Renatina mama? Tudi nje ni več. Kje pa je Oskar? Oskar ne bo več. Kam pa so šli? Peljat so jih. Kam pa? Se ne vem. Zakaj pa? Ker so židje! Kdaj pa pride nazaj? Se ne ve. A se da sploh pridejo nazaj? Ne vem. Zdaj imam zadosti časa in jaz bi se zelo rad naučil igrati klavir. To je moja največja želja v mojem življenju in ti bi me lahko naučila. Srce moje, ti nimaš posluha. In če nekdo nima res dobrega posluha, nima smisla, da bi se ukvarjal s glasbo. Jaz da nimam posluha. Nimaš dovolj primernega. Kako pa ti poveš? Ker karkoli zapoješ boš. Ja, ampak to je, ker me je sram, ampak čutim in slišim vse, ampak me je strah.
Nekje na samem bi prav dobro igral. Glas in posluh sta dve različni zadevi. Hoče se reči, da bi jaz vedno poslušal samo ostale, kako pojejo in igrajo. Orkester igra, dvorana pleše in ljudje uživajo. V tem ni nič slabega. Ampak meni pa prav tukaj noter nekaj tišči in žene, da bi pel in igral. Mislim, da sem rojen za glasbo. To bo pa najbrž neka posebna vrsta glasbe. Tebi se še sanja me, kakšna vrsta glasbe bo to. Olgo sem srečala. I posle. Kirila so odpeljali na zaslišanje. In jaz. Čokolade! Grozno so ga mučili in tepli. In jaz. Teko ga je agen muče ga urbil, sem se. Oko, oflele. Sezul ga je in udrihal z gumo po podplatih. Potem mu je noge namakal v mezni vodi. In jaz. Pitaj. Ne vede, če bo preživel. In jaz. Olga je zelo nesrečna. Nikogar nima, da bi ji pomagal. In jaz. Jaz. Bravo. In če bo Kiril umrl? Ako, be, jaz ti on vsi. Mož tvoje sestre. Vem ti mater, pitaj. Pa kaj si ti, si človka, si zber, kaj si za tvojo sestro gre? Vem ti mater. Idiot, kripel, kreten zarukan. Bravo. Žval. Ede. Pust moja mati prler, svetnica je. In jaz. Brez noge, ženska in gangrena gre naprej in ti to veš. Reva moja Boga, kaj ti je storila, kaj drezaš vanje, kaj se vtikaš? Beba. Kako moraš? Na smrtni posli leži norc blesov idiotski. Jaz. Lahko jutri umre. Jaz ti on vsi. Ana. Pitaj, Ade, alo. Ti misliš, da imam jaz skrito čokolade in da je ne dam? Ni res! Pitaj, alo, krevet. Ni res! Lapaj, leče. Ni v kredenci, ni v mari, ni pod bazino, ni nikjer. Čokolade! Lapaj. Zadnji košček se ne da! Baba, Ade, dete, Ade, leče, lapaj. Naj odkrit čokolade, pa me sam, da si ga jedem! Vsi v tej bar požro več čokolade od mene! Oflele. Vsi! In jaz. Ti piješ listasino v zvarki s krompirja, to je zate! Dunje ranke, puste karama. Dunje ranke, karama. Descinato e bomba! Dove ricordo?
Gospod načelnik, ta sin je umrl. Kako to umrl? Ne vem, nisem vedel, da lahko tako hitro umre. Še nocoj ga pokopljite. A se kdo javi prostovoljno? Jaz vrgel ga bom v vardo. No, problem rešen. Hude fante imam. A ti si kdaj koga že ubil? Ne, nisem. No, potem ti pa dajem priložnost. Likvidiraj ta sinavega brata. Pa vi ne mislite, da se bo zlah obrne? Pa bomo pa pol? Ma raj si sprazno vso zer na glavo, kakor da se jim predam! To niso komunisti! To so Srbomani! Naša Makedonija nikoli ne bo bila njihova! Ajde, igrajmo! Vor der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch da wo. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wir einmal aus, dass wir die uns hatten, das sah man bald daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Hütte kennt sie, deinen Schulengang. Alle brennen für mich, vergaß sie dann. Und sollte mir Glück geschehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Pause stehen Rahmen auf der Grund, was sie im Traum dein verliebter Mund. Wenn sie dich späten, irgendwo drin, wenn wir bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Jaz ti moram nekaj priznati. Ne verjamem več popolnoma zares, da Bog sploh je. In molim za vsak slučaj. To je res strahopetno in hinavsko od mene in je greh. Ampak zaradi tega me ni sram. Ni me zelo sram, ker če tudi te ni bil vseeno rad videl, da si. Ker te imam zelo rad. Včasih jokam zaradi tega. Vedno, ko imam koga zares močno rad, jokam, in ko se zjočem, mi je lepo. Zaradi mene ne bo nobene škode, če te ni, in jaz včasih jokam, ker mislim, da si. Meni je vseeno lepo, ampak skupaj je res veliko mesto in v njem živi veliko ljudi in res bi bilo škoda, če te ne bi bilo. Amen.
Njim čas, njim oglas. No, Rimado, poje Granado. Granada je soñada. Cantar que vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar es de fantasía.
noči sem se zbudil ob 3 zjutraj. Bil je to miren spanec, brez sence sanj. Zbudilo me je presenetljivo spoznanje. Občutil sem, da sem nenadoma odkril smisel svojega življenja. Sprva je bilo podobno nežnemu, rahlemu sestopanju krvi v sirkasti mul, s krajem najtanjših krvnih žilicah, po robovih telesa, pod nohti, v prstih na nogah, v šestnih mečicah, na koncu nosu. Od tam se je starevanje usodno širilo po vsem oživju. V vsakem trenutku posebej sem začutil, da lahko to skušnjo razveljavim, zbrišem, prečrtam, če izginem, če odletim, če se odlepim in odpadem od vršičkov svojega telesa. Lasnice v možganih so se napolnile s sesirjeno krvjo in openski nevroni so drug za drugim odmirali. Potem so se žile odvodnice strdile, srce se je ustavilo, umrlo, razpočilo se v silovitem mlečnem izmečku, ki je brizgnil in prekril vesolje. Sin moj, jaz te ne razumem.